čutim, da moram povedati to, da smo sodelovali z mladimi ljudmi na ministrstvu in to takimi, ki prej z izobraževanjem odraslih niso imeli toliko neposrednega stika, kakšni sploh ne. In da so postali goreči zagovorniki vsega tega, kar smo naredili v tej delovni skupini, tako da se ob tej priložnosti pravzaprav tudi zahvaljujem tebi, Jasmina, še prav posebej, pa Mateji, pa potem predstavnikoma v Bruslju in tako naprej. To so ljudje, ki smo jih prepričali oziroma ki ste zdaj prepričani in ste naši zavezniki. Izvoli, Jasmina. Zvonka, najlepša hvala za tale prijazen uvod. Moram reči tudi goreči zaveznik in zagovornik vsekakor izobraževanja odraslih. Jaz sem vesela današnjega vabila, zato da vam lahko predstavimo v bistvu aktivnosti v povezavi z našim predsedovanjem, tudi katere res zelo pomembne korake smo na tem področju tudi v evropskem prostoru tudi naredili. Zdaj bi šla najprej, ker boste tokom naslednjega obdobja, naslednjega desetletja naleteli tudi na ene kratice, pa bi vas mogoče majčkeno opozorila pa razložila, kaj so te kratice in katere posamezne dokumente oziroma elemente tudi označujejo. Namreč v zadnje pol leta smo pripravili deklaracijo, o kateri vam bom malo kasneje malo več tudi povedala. To pomeni ta del, to je deklaracija o učenju pa izobraževanju odraslih do leta 2030. Razlikuje se od NIL-a, ki je pa novi evropski program za učenje odraslih, ki je v prejšnji perspektivi bil prepoznan kot EPO. Naleteli boste tudi na izraz ESO, ki je Evropski ekonomsko-socialni odbor in je za nas tudi pristojen organ, ki je izdal raziskovalno mnenje, nekakšen pogled delodajalcev na izobraževanje odraslih. Zdaj veste, da na ravni Slovenije sledimo 6-mesečnemu programu predsedovanja, določa prednostne naloge naše Slovenije in sicer pod sloganom Skupaj, odporna in Evropa. V njem si prizadevamo za okrevanje, večjo odpornost Evropske unije, premislekov o prihodnosti Evrope, krepitvi pravne države in evropskih vrednot ter tudi večjo varnost in stabilnost v evropski soseščini. V okviru posameznih resorjev smo tudi določili naše glavne prioritete in mi se z veseljem poročamo, da na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo dali prednost tudi izobraževanju odraslih. Torej v delovni skupini, ki jo je Zvonka že nekako tudi omenila, smo začeli aktivnosti aktivno izvajati že z začetkom prejšnjega decembra, so se pa bolj intenzivirale tudi v mesecu februarju, ki pa nekako je tudi rezultiral v marcu v pripravljenem dokumentu za razpravo oziroma diskusijski dokument, ki je bil tudi osnova potem za različne razprave na različnih ravneh in tudi z različnimi deležniki. Ta dokument se je majčkeno preoblikoval, ampak načeloma strukturo pa izhodišča vam bom razložila majčkeno kasneje. Na podlagi diskusijskega dokumenta smo pripravili tudi razprave v okviru delavnic z slovenskimi deležniki in tudi evropskimi deležniki. V Sloveniji ste res, hvala vam za res velik odziv, tako da sem bila vesela tega odziva in tudi vseh vaših povratnih informacij, ki so nam tudi pomagale potem pri pripravi vsebin za našo resolucijo. V aprilu smo začeli tudi sočasno izvajati aktivnosti, eno je bilo sodelovanje pri pripravi raziskovalnega mnenja z ESO, drugo je bilo pa tudi različne razprave z Evropsko komisijo, ki so pravzaprav potekale kar periodično. Nekaj je bilo vezano na pripravo konference za izobraževanje odraslih, ki je potekala potem v septembru, nekaj pa tudi za namen priprave same resolucije. Hkrati poteka z junijem raziskovalno mnenje ESO-ta, pa je bilo dokončno izoblikovano in tudi objavljeno v juniju. Z junijem se je tudi začela obravnava resolucije za novi program za izobraževanje odraslih in sicer to resolucijo vam danes tudi na kratko hitro predstavila in predvideva se njen dokončni sprejem v novembru na svetu ministrov. Zdaj, struktura, česa smo se pravzaprav, na kak način smo se priprave teh dokumentov lotili. Namreč vse tri dokumenti, torej raziskovalno mnenje ESO-ta kot novi evropski program za izobraževanje odraslih in tudi potem deklaracija za izobraževanje odraslih so pravzaprav komplementarni
dokumenti, vsak nekako podaja svoj vidik na izobraževanje odraslih, torej ESO strani delodajalcev, deklaracija strani stroke, kot tudi resolucija strani političnih odločevalcev. Tako da danes vam bom na kratko predstavila posamezna izhodišča dokumentov in tudi potem skupen presek tiste najbolj pomembna področja, ki so pa v bistvu presečna in so izpostavljena v vseh dokumentih. Bom rekla, da diskusijski dokument je poleg predstavitve je tudi se pravzaprav odpira umestitev izobraževanja odraslih. Na kratko je povzel vsa poročila oziroma dokumente, ki nekako odražajo tudi realno stanje v izobraževanju odraslih v Evropi, ter predstavi tudi ključne kategorije tistih vprašanj, ki jih moramo odpirati v sami resoluciji. Zdaj, pri dokumentu za razpravo nam je bilo pomembno, da dejansko prihodnost naslavljamo pozitivno in sicer zagotavljamo tudi vsem udeležencem v izobraževanju ustrezna znanja in spretnosti, predvsem glede na vse izzive, ki seveda veste, da se nekako v njej tudi so dejansko aktualni. Torej, kar se tiče starajoče družbe, pandemije COVID-19, negotovih napovedi za prihodnje delovna mesta, pa za življenje, torej za povezane delovne spretnosti in znanja, ter tudi za strukturne spremembe na samem ekonomskem področju. Mi se zavzemamo za to, da izobraževanje odraslih mora nasloviti znanja, spretnosti tako za osebnostno rast, kot tudi za delovne pogoje, se pravi službo, in sicer v tej naši družbi, da postane zelena, digitalna, pa tudi hkrati, da ostaja učeča se družba. Iztekla se je resolucija sveta o prenovljenem evropskem programu v prejšnjem letu. S tem smo v Sloveniji združili tudi v bistvu aktivnosti, ki smo izvali z organizacijo vrha spretnosti in hkrati tudi nekako sočasno izvali tudi aktivnosti za nacionalno resolucijo in vse to smo dejansko želeli tudi nadgraditi v evropskem prostoru. V samih razpravah smo izhajali iz tega, kar je nekako poročilo o dosežkih v okviru prenovljenega evropskega programa iz leta 2011 predstavljalo, kakšna je trenutna situacija dejansko. In bom rekla, da so te ugotovitve priporočila smo združili nekako 4 področja. Na prvem področju, torej v področju upravljanja pa izobraževanja odraslih, namreč to poročilo izpostavlja, da so v vmesnem času, v tem se pravi 2 leta 2011 do izteka tega programa, države članice kar v večji meri posodobile in izboljšale svojo zakonodajo o poklicnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju ter tudi izobraževanju odraslih. Vsekakor so izpostavile boljše mehanizme usklajevanja, hkrati pa tudi še vedno zaradi vseh upravljenih aktivnosti izobraževanja odraslih razumemo lahko bolj celostno. Vendar, kar pa poročilo opozarja, je, da države članice še vedno kažejo znake razdrobljenosti tega področja in niso vedno dobro usklajeni med seboj ne sektorji in niti ne področje politike, kot tudi ne pravni okviri povezani z izobraževanjem odraslih. Na drugem nekako tem tematskem področju, se pravi pri pregledu ponudbe in izvajanja izobraževanja odraslih, poročilo pravi, da so izvajale različne strategije, države članice so okrepile vrsto ponudbe ter izvedle tudi veliko večino podpornih ukrepov za izboljšanje možnosti za sodelovanje odraslih, zlasti ranljivih skupin. Pravi pa tudi, da bi se lahko vodenje in usmerjanje izobraževanja, se pravi ponudbe izobraževanja odraslih, izboljšalo in s tem bi se tudi povečala vključenost v samo izobraževanje. Tretje področje se je dotikalo dostopnosti do izobraževanja odraslih. Menijo, da sicer so si države članice prizadevale za pravičen dostop in da nadaljujejo fleksibilizacijo poti izobraževanja in usposabljanja, vendar pri čemer bi morali države članice še boljše nasloviti ustrezne sektorje, hkrati vzpostaviti učinkovite sisteme usmerjanja in informiranja ter nasloviti uporabo digitalnih orodij. Na področju zagotavljanja kakovosti so države članice izvajale nacionalne predpise in politike za izboljšanje zagotavljanja kakovosti, a hkrati pravijo, da v bistvu države članice še vedno ponujajo omejene možnosti za zagotavljanje kakovosti oziroma bi se morala ta orodja tudi izboljšati.
Menijo tudi, da bi mogli določen razvoj biti tudi na področju profesionalizacije učnega osebja za odrasle. Pri samem nekako izhodiščih za postavitev resolucije smo seveda morali ker izobraževanje odraslih je vendarle zelo široko področje in se dotika večjih politik, tako smo tudi upoštevali različne strateške dokumente, ki se nanašajo na samo področje, na našo samo področje, in smo mogli tudi nekako ovrednotiti in umestiti izzive, kot so digitalni pa zeleni prehod, večanje odpornosti. Mogli smo nasloviti vpliv socialnih, tehnoloških, digitalnih, okoljskih in ekonomskih sprememb na razporeditev delovnih mest in zahtevanih spretnosti ter kompetenc. Nasloviti smo morali visoko število menjav delovnih mest posameznika v življenju ter na čemer smo pa Slovenija tudi vztrajali, da se izobraževanje odraslih za starejše tudi nekako ovrednoti kot podpora k aktivnemu, avtonomnemu in zdravemu staranju. V bistvu vse te, bom rekla, nekako, kar sem omenila, vsi ti izzivi, vsi ti priporočila, usmeritvi samega poročila in tudi širših strateških dokumentov so nekako definirali 8 različnih tematskih področij, katera smo resnično potem odpirali v razpravah z različnimi deležniki, pa smo potem tudi poskušali čim bolj verodostojno to prinesti v samo resolucijo. Tukaj se v bistvu vidite, da smo se dotaknili, odpirali področje učne kulture, upravljanje in partnerstva, vključenost, spodbuda in motivacija nizko kvalificiranih delavcev in prikrajšanih skupin, kakovosti seveda, kot tudi formalno, neformalno in priložnostnega učenja. Ne gre zanemariti seveda financiranje in trajnostnega sistema, ki se pravzaprav eno od bistvenih področij odpiralo, digitalni in zeleni prehod, se pravi, kako vzpostaviti profesionalizacijo izobraževalcev odraslih ter tudi evropske cilje in kazalnike. Drugi dokument, se pravi, iz tega prvotnega diskusijskega dokumenta smo potem pristopili k delodajalcem, ki so pripravili svoje raziskovalno mnenje. Se pravi, pristopili smo k Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. Njihovo mnenje je dejansko objavljeno na spletni strani z junijem in obsega sklepe, priporočila, splošne ugotovitve ter tudi ozadje mnenja. Zdaj, kar bi iz tega posebej izpostavlja je, da ESO Evropsko komisijo in države članice poziva, da moramo okrepiti politike na področju izobraževanja odraslih z celostnim pristopom, kar se dejansko ponovi tudi pri drugih 2 dokumentih. Pozivajo nas, da izboljšamo dostopnost, kakovost izobraževanja in vključenost vanj. Hkrati nam daje nekako za razmisliti, katere so tiste učinkovite strategije za izpolnjevanje novih zahtev po znanjih in spretnostih, ki morajo biti prilagojene lokalnim potrebam. Vsekakor življenjsko učenje bi moralo postati način življenja, ker bi s tem tudi premagovali razlike in neenakosti v družbi. Hkrati tudi poziva, da bi tudi učenje izobraževanja moralo biti stalnica na delovnem mestu. Povezavi s tem spodbuja tudi pripravo in izvedbo kampanj za obveščanje in ozaveščanje odraslih ter delavcev, ter meni, da bi moralo biti tudi omogočen enak dostop do vseživljenjskega učenja, ki bi ustrezal interesu posameznika, tako za osebni kot poklicni razvoj. Bom rekla, da ESO zelo konkretno pristopi tudi k samim številkam, omenja, da bi se moralo vsaj 60% vseh odraslih izobraževati letno in prav tako bi moralo 80% odraslih moralo imeti dosegati vsaj osnovna digitalna znanja in spretnosti. Bom rekla, s tem se dejansko ESO tudi približa še enemu drugemu zelo pomembnemu strateškemu dokumentu, ki ga boste srečali, akcijski načrt za evropske stebre socialnih pravic, ki prav tako poudari ta 60%, oba omenjena cilja. V pripravi drugega dokumenta, to deklaracije smo se lotili tudi izvedbe dogodka konferenca za izobraževanje odraslih, ki je potekala 8. in 9. septembra. Jaz mislim, da z veliko večino smo se srečali tudi na omenjenem dogodku.
In ta dogodek je pravzaprav bil, želel nasloviti, kako, na kak način se izobraževanje odraslih bi moralo biti kot odporen odziv kot odporen odgovor pravzaprav na izzive prihodnosti. V tem dogodku smo se povezali tudi z UNESCOM ter tudi Inštitutom za vseživljenjsko učenje ter njihovo pripravo na svetovni dan izobraževanja odraslih, ki bo potekal naslednje leto. Tega dogodka jaz moram reči, da sem zelo vesela, tega udeležilo kar 430 vseh udeležencev. Zagotovili smo nastope in sodelovanje pravzaprav visokih predstavnikov, političnih predstavnikov tako slovenske kot evropske politike izobraževanja. Bili so zraven, kot sem že omenila, tudi UNESCO ter tudi predstavniki domače in mednarodne stroke. Kaj smo izpostavili? Prvi dan smo dejansko razprava potekala predvsem o spretnostih za življenje in delo v prihodnosti. Dotaknili smo se dvojnega prehoda in demografije ter povezanih izzivov. Dotaknili smo se ozaveščanja, svetovanja ter terenskega dela. Tukaj so dejansko svojo vlogo imeli tudi ambasadorji, ki smo jih nekako prepoznali na evropski ravni kot ljudi, strokovnjake za neko širino, za nekimi izkušnjami, tako da so nam tudi pomagali pri samem oblikovanju naše deklaracije. Prvi dan je bila tudi predstavljena nova študija Eurydice in sicer z naslovom Adult Education and Training in Europe. Mislim, da bomo te raziskavo se tudi malce kasneje bolj podrobno dotaknili. Hkrati pa tudi je naša nacionalna agencija CIMEPIUS tudi prikazala oziroma malo bolj poudarila in prikazala pomen platforme EPALE. ACS pa je predstavil tudi uspešno zgodbo uresničevanja EPO tudi v preteklem obdobju. Naslednji dan je bil, bom rekla, tako bi omenila nastop gospe Ljube Jenče, nekako smo želeli poudariti tudi slovensko kulturno dediščino in jo predstaviti tudi skozi glasbo, kar nam je res izvrstno uspelo. In nadaljevali smo z dogodkom, povzeli smo vse razprave in ugotovitve prvega dne ter nadaljevali z pripravo na Konfintejo. Zdaj, povedala bi, da vsa omenjena gradiva predstavitve najdete na spletni strani in sicer zapisali bomo v chat tudi, dali vam bomo pravzaprav povezavo. Takole, kjer lahko najdete vsa gradiva, vse pripravljene videe ter tudi samo deklaracijo. Zdaj, kar bi vam povedala o deklaraciji je, da je deklaracija pripravljena kot skupni dogovori, skupni povzetki razprav stroke. Omenjeni so tako zaveze kot pa smernice za zagovorništvo za naslednje desetletje na področju izobraževanja odraslih in to so zelo konkretne smernice, tako da jaz vam res predlagam, da si pregledate to deklaracijo in je ne bi šla, ker je res malce bolj obsežna, je mogoče ne bi šla konkretno zdaj predstavljati, ampak same zaveze so zelo, zelo življenjske in jaz mislim, da veliko večino je tudi že naše inštitucije, organizacije za izobraževanje odraslih že izvajate. Vkolikor bi bil pa še kakšenkoli komentar na deklaracijo, pa smo vsekakor odprti. Bom šla kar naprej. Mogoče, tukaj še vidite v bistvu teh 8 stebrov, ki jih deklaracija definira. To so ozaveščanje, svetovanje in terensko delo, vključenost in demokracija, znanje in spretnosti za življenje in delo, zeleni in digitalni prehod, upravljanje in partnerstva, kakovost in strokovni razvoj, financiranje in trajnostni sistemi ter mednarodno sodelovanje in mobilnost. Tukaj bom na kratko povzela tudi zadnji dokument, to je resolucija. Resolucija izhaja iz preteklega Evropskega programa za izobraževanje odraslih. Upoštevali smo tudi priporočila Evropskega sveta, poti izpopolnjevanja, nove priložnosti za odrasle. Upoštevali smo poročila o dosežkih, ki je že omenjeno, program znanja in spretnosti za Evropo ter priporočila sveta o poklicnem in strokovnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Bom rekla, da tukaj en izmed takih dokumentov, ki smo vzeli kar nekako za izhodišče, je resolucija sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, ki dejansko predvideva
in ureja izobraževanje in usposabljanje za celotno naslednje desetletje v celotni Evropi. Tako da v bistvu naša resolucija nastaja na podlagi te resolucije o strateškem okvirju. Kar je pa naša resolucija izobraževanja odraslih odpira, je predvsem to, da obstajajo znotraj držav članic različni modeli izobraževanja odraslih, glede na potrebe, okoliščine, strategije in tudi tradicije. Upoštevali smo že omenjeno poročilo, kot tudi Education and Training Monitor. Ta kaže na upad števila udeležencev v izobraževanju odraslih, kar nam je bilo zelo, zelo pomemben podatek pri pripravi našega cilja resolucije. Ter upoštevali smo tudi Eurydice poročilo, ki pa kaže na nizko stopnjo izobrazbe odraslih ter na precejšen delež odraslih z nizkimi temeljnimi znanji na področju besedilnih, numeričnih in digitalnih spretnosti. Cilj resolucije je kakšen? Je povečanje in izboljšanje ponudbe izobraževanja odraslih, promocije in izvedbe formalnih, neformalnih in priložnostnih učnih možnosti za vse. Kaj želimo z njo poudariti? Da Evropa potrebuje novo učno kulturo znotraj formalnega, neformalnega in priložnostnih učnih kontekstov, in to učna kultura bi morala dejansko obsegati celotno življenje posameznika. Želeli smo z njo poudariti, da ima izobraževanje odraslih posebno mesto znotraj tega omenjenega strateškega okvirja za sodelovanje, predvsem tudi kot odziv na COVID in kot pripravljenost, kot spodbujanje pripravljenosti na razne izzive v prihodnosti. Poudarjamo tudi, da obstaja in tudi naslavljamo fragmentacijo izobraževanja odraslih med posameznimi sektorji, političnimi nivoji ter tudi zakonodajnimi okvirji. Želeli smo poudariti, da je potrebno spodbujati delodajalce, da bolj aktivno pristopijo k vlogi za prekvalifikacije in dodatno izpopolnjevanje, in da je njihova vloga tukaj pomembna. Želeli smo tukaj, moram reči, da med državami članicami kar močna razprava, ki je tista, da v izobraževanju odraslih vsekakor ne smemo pozabiti, da to presega zgolj usposabljanje za neko delo, za službe, za potrebe delovnega mesta, kot sem gospo Ido poslušala, za potrebe trga dela. Ampak ta presega to, izobraževanje odraslih mora tudi osebnostno prispevati k osebnostnemu razvoju in tudi k sami ne samo zaposlenosti, pač pa tudi zaposljivosti. Naprej resolucija izpostavlja, da ima izobraževanje odraslih možnost tudi odpirati in povečati možnosti za odrasle glede izboljšanja njihovih osebnih okoliščin, kot tudi delovnih zmožnosti, ne glede na socialno-demografske in osebne okoliščine. In še zadnji taki večji izziv je tudi nasloviti z resolucijo demografske izzive. Tukaj smo prav posebej tudi izpostavili skupino 65+. Kaj so države članice izpostavile v razpravi? To mogoče tako nekako ob robu bi povedala, da v bistvu največ razprav potekalo glede na potrebe v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom. Kar so še bili zelo pozorni, je potreba po dodatnih raziskavah, sploh določenih ciljnih skupin, ki doslej niso bile dobro raziskane. Sploh kadar govorimo o nekih ukrepih za ciljno populacijo 65+, imamo tukaj najmanj podatkov in tudi to potrebo smo upoštevali. Mogoče tudi to, da je potreba bila, mislim, da obstaja, mogoče to, največja razprava je se pravzaprav potekala o samem cilju naše resolucije, in cilj, ki smo ga potem skupaj uspeli uskladiti z državami članicami, je vsaj 60% vključenost odraslih v izobraževanje vsako leto do leta 2030, s tem, da smo tukaj cilj postavili kot dvostopenjski. Prva stopnja v letu 2025 in tukaj bi se držali cilja 47% vključenosti izobraževanja odraslih do leta 2025, in takrat bi potem nastopila neka umestna evalvacija in spremljanje tega cilja, doseganje tega cilja in potem po potrebi tudi prilagoditev drugega dela tega cilja, se pravi teh 60%. Zavedamo se, da je to zelo ambiciozen cilj.
ampak vendarle tukaj želimo slediti tako z samo politiko, kot tudi dejansko ukrepi potem, ki bodo sledili nekako, da bi spodbudili to področje. Kar bi še mogoče vam omenila kot zadnji skupek, povzetek teh dokumentov, pravzaprav so teh 5 ključnih področij, presečnih, ker so to ta področja, ki jih tako delodajalci kot politični odločevalci in tudi stroka vidijo, da je potrebno na njih delati in bojo to v bistvu področja, ki bojo posebej izpostavljene v naslednjem desetletju. To so zeleni digitalni prehod, upravljanje in partnerstva, izboljšanje kakovosti in ozaveščanje, izobraževanje odraslih, vključenost in enake možnosti ter vseživljenjsko učenje. Mogoče za zaključek še ena zelo pozitivna in najnovejša informacija, to je, da naša resolucija o novem programu, Evropskem programu za izobraževanje odraslih je bila dokončno usklajena med državami članicami v ta ponedeljek. To je bila že 6. obravnava tega dokumenta na pristojnem odboru za izobraževanje, tako da sem jaz zelo vesela in z veseljem tudi delim to novico naprej z vami. Formalno bo pa tudi dokument potrjen na svetu ministrov, ki bo 29. novembra v Bruslju. Tako da s tem bi tudi moj del zaključila, če je ostalo kakšno odprto vprašanje, sicer se pa zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala, Jasmina, za to učinkovito predstavitev zelo kompleksnega procesa, ki je pridelal kar nekaj stvari, konferenca, različni dokumenti in zdaj nazadnje resolucija novega EPO. In jaz mislim, da Slovenija bo za 10 let zapisana na parketu izobraževanja odraslih v Evropi kot tista, ki je zagovarjala naše področje in tudi ta celosten pristop, o katerem si prej govorila. Zdaj, ja, omenila si tudi, da EPO že 10 let uresničujemo in to s pomočjo oziroma s konkretnim sodelovanjem mnogih od vas. Zato se nam je zdelo prav, da si z vami, predvsem tistimi, ki se te omenjene konference niste udeležili, delimo video, ki je nastal ob tej priložnosti, nekako ovrednotenje 10-letnega procesa. Zaenkrat v angleščini še z Darjanom pripravljava slovensko različico, ampak zaradi obilice dogodkov, kot je današnji, še nisva prišla do tega, a ne, Darjan? Tako, Franci, video, evo. This is the story of the European Agenda for Adult Learning and its 10-year implementation in Slovenia. As we are all well aware, the story begins with Learning the Treasure Within, the magnificent publication of Delors and others, introducing the 4 pillars of learning: learning to be, learning to know, learning to do, and learning to live together. These have been the foundations of subsequent endeavors at the EU and national levels. They have aimed to provide the field of adult learning with relatively binding formal grounds embodied by several strategies, from the Memorandum of Lifelong Learning up to the 2011 European Agenda. The latter underpinned its implementation with many concrete and welcome novelties: a designated national coordinator, the opportunity within the broader context of the agenda to address national priorities, financial support for 2-year project phases, exchange, cooperation and coordination at many levels. Last but not least, sound support by the European Commission and its executive agency. Slovenia has been part of this story from the very beginning, with the aim to improve the statistics on adult participation in learning and the upsetting results of PIAAC research. These are portraits of 3 of our endeavors we are most proud of. Learning Parade, the Day of Learning Communities. Learning parades are public events set up in city squares, on busy streets with the most passers-by, or in the case of bad weather, in cultural centers. This way, we try to grab the attention of educationally disadvantaged target groups and show them that learning is as fun as it is beneficial. With various performers on stages and learning institutions on stalls with presentations and workshops, we celebrate learning in all its forms. Taking place on the same day, in about 15 venues per year, the Learning Parade is a prominent feature of the Slovenian Lifelong Learning Weeks.
In fact, these are currently taking place for the 26th time, comprising of about 1,000 providers of around 6,000 events countrywide. Joined with counseling and offering information, we believe we are raising awareness on learning and genuinely establishing learning communities around the country. Learning parades are financed from the national budget since 2016 and have become a sustainable tradition. Video publications. During the 5 iterations in our video products, we have been exploring topics such as guidance and outreach, key competencies for better life and work, all linked with the broader socio-economic environment of particular target groups. We documented various events, thoroughly summarized findings, and posted them on websites and YouTube channel. We have presented successful national projects, elaborated on target groups in interviews with educators and participants, as well as explored the European agenda and its effects in Slovenia. It has been a learning opportunity that formed our video language, with which we now more often address our national community. Professional events. The third trend is the European agenda professional events, which have changed their face and nature throughout the years. Nationwide, we started with local events, whose contents were based on local community priorities. We continued with targeted events of national importance for adult education, which we rounded off with annual conferences. Again, topics were related to guidance, outreach, validation, key competencies, awareness raising, and other topical issues of Slovenian adult education. In the present phase, we are organizing 6 forums on the future of adult education concerning current socio-economic trends, digital transformation, demography, active citizenship, environmental challenges, and the future of work. Thereby, we are establishing valuable links with several partners beyond the education sector. In addition to the 3 main fields of activities, quite some attention has been focused on implementing the Upskilling Pathways recommendation. Many, mainly ESF-funded projects, financed by the Education and Labour Ministries, have been in place to provide new opportunities, especially for the low-skilled adults in Slovenia. We captured these policy measures and the resulting examples of good practice in our so-called Upskilling Pathways e-portal. A Southeast European regional and several national consultation events were used for mapping and triggering further progress in this field. The last implementation phase has primarily been used to upgrade our national platform on adult learning, where to get knowledge. The profiles of more than 300 providers with around 3,000 adult learning opportunities have been made more user-friendly, attractive and informative, also through testimonies of successful learners, role models. In conclusion, we would like to express our gratitude to all partners in this 10-year endeavors. We are looking forward to the 6th implementation phase and the upcoming new European agenda with a view to 2030. May its story go on successfully towards a flourishing culture of lifelong learning. Evo, to je pregled našega sodelovanja in verjemite, tudi kar se tiče uresničevanja EPO v teh 10 letih, je Slovenija car. Moram si deliti z vami, ampak to seveda po zaslugi vseh vas, ki ste sodelovali v tem 10-letnem procesu.